Najprej bo prvi vod pristal za helikopterjem, ki se bo izkrcal in njegova naloga bo očistiti območje strelišča, torej od izkrcanja naprej. Ta vod bo padel v stik, ugotovil bo, da je sovražnik premočen in bo izvedel izmik na položaje podpore in bo formiral njeno podporo. Nato se bo poveljnik čete odločil, da uvede vozila in drugi vod, ki bo vkrcan v vozilih za nami, se bo po tej cesti premaknil naprej, se bo vključil v razpored in nadaljeval z nalogo. To pomeni preko sovražnika in začne z izvajanjem postopkov reorganizacije, konsolidacije, pregled ranjenih, mrtvih, torej pobere status svoje enote in status enote nasprotnika. Vse te informacije se izsira naprej in še vedno ima na